Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Valu, ki ravno danes, 16. avgusta leta 2026, praznuje svoj 6. rojstni dan. Val, vse najboljše. Naj bo tvoj dan kot najlepša pravljica, poln iskrenih nasmehov, toplih objemov in tistih drobnih, čarobnih presenečenj, ki narišejo največji nasmeh na obraz. In prav v tem prazničnem duhu bo tudi tokratna zgodba zares čarobno obarvana. Ste si kdaj zamislili, kako nenavadno bi bilo, če bi sredi mrzlega polarnega ledu v globoki razpoki našli prestrašnega kužka in se z njim podali na pravo reševalno pustolovščino? No, prav s takšno težavo se je soočal tokratni pravljični junak, prikupni beli medvedek Lars. Mislite, da mu je uspelo rešiti kužka? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični in rojstnodnevni želji slavljenca Vala z naslovom Beli medvedek, ne zapusti me. Beli medvedek Lars je živel tam, kjer ni zelenih dreves in pisanih travnikov. Tam, kjer vse leto leži sneg. Ničesar drugega ni poznal. Njegov dom sta bila večni sneg in led. Medvedek je rad sedel na obali in opazoval igro valov. Velikokrat je ure in ure tekal po neskončni snežni odeji in radovedno kukal za vsak snežni hribček. Danes se je že dolgo potepal in zdaj je bil strašno lačen. Nenadoma je dvignil smrček in vznemirjeno povohal naokrog. Veter je iz daljave prinašal nadvse slasten vonj. Lars se je podal za vonjem in odkril, da prihaja iz majhne človeške hišice iz igluja. Larsov očka je svojega sina vedno svaril pred ljudmi. Nevarni so, je ponavljal iz dneva v dan. Toda vonj, ki je vel iz igluja, je bil preveč mamljiv. Beli medvedek se mu ni mogel upreti. V velikem loku se je splazil mimo spečih psov. Le 2 koraka sta ga še ločila od cilja, tedaj pa so pasje marcine zarenčale, skočile po konci in povlekle za vrvi. Vlekle so in vlekle, dokler se niso vse vrvi potrgale. Za ubogim Larsom se je zapodil cel trop pasjih grdob s široko odprtimi gobci. Beli medvedek je kot strela švignil čez planjavo. Po snegu in ledu na srečo nihče ne teče hitreje od njega. Psi so kmalu zaostali in njihov laj je še bil vse tišji. Lars je privoščil zasluženi počitek. Zlezel je v luknjo v snegu in zaspal. Zgodaj zjutraj ga je prebudil čuden zvok. Javkanje, jok, cviljenje. Beli medvedek je takoj odhlačal pogledat, kaj se dogaja. Obstal je nad ledeno razpoko. Cviljenje je prihajalo prav iz te razpoke. Lars se je nagnil čez rob globino. Na dnu je sedel pasji mladiček. Hej, ti tam doli, nikar se ne boj, je zaklical beli medvedek. Psi sicer niso bili njegovi prijatelji, ampak mali kuža se mu je zasmilil. Pomagal ti bom. Lars je v luknjo nametal sneg.
cele gore snega. Ko je bila razpoka skoraj do vrha polna, je kužek lahko splezal iz nje. A komaj je pod tačkami začutil trdna tla, je začel renčati. Kaj pa počneš? Jaz sem ti vendar pomagal, je osupal rekel Lars. Odgovor je bilo le glasno lajanje. Bučman Salamenski, ti že pokažem, se je razjezil beli medvedek. Stekel je do zaliva in po ledenih ploščah sem ter tja. Mali eskimski pes je vneto dirjal za njim, vendar z Larsom ni mogel tekmovati. Upehan je obstal na eni izmed ledenih plošč in žalostno javkal. Pomagal ti bom, če ne boš spet tako renčal name, tepček, je zaklical Lars. Kuža je takoj utihnil. Ne bom, obljubim. Prosim, ne zapusti me. Nočem biti sam sredi snega in ledu in mrzlega morja. Beli medvedek je odnesel kužka na obalo. Jaz sem Lars, kdo si pa ti? Nanuk, nazaj k igluju hočem in k moji mamici, je smrknil kuža. Lačen sem. Hlastno je pogoltnil ribe, ki mu jih je nalovil beli medvedek. Meso mi je bolj všeč, je tiho zagodrnjal. Jutri te bom spremil do doma in potem boš lahko spet jedel meso, ga je potolažil Lars. Zdaj greva pa spat. Iz snega je naredil hribček, da bi jo varoval pred vetrom. Zjutraj je bilo nebo jasno. Lars in Nanuk sta se odpravila do igluja. Ampak tam ni bilo nobenega psa več in sveži sneg je prekril tudi vse njihove sledi. Mami je odšla, vsi so odšli, je obupano zatulil mali Nanuk in glasno zacvilil. Jokal je glasneje kot ponavadi. Tokrat je Lars dobro vedel, zakaj kuža joka. Saj sem jaz pri tebi, Nanuk, ga je pobožal. Našel bom tvojo mamico, obljubim. Ali morda veš, kam so šli? Ja, skupaj smo hoteli do morja, v veliko mesto, kjer živijo ljudje. Tisto pot pa dobro poznam. Pridi, snel ti bom tole dolgo vrv, tako boš lažje tekel. Nanuk ni imel nič proti. Tekla sta in tekla še takrat, ko se je že stemnilo. Zato sta šele v zadnjem trenutku opazila lovce. Hitro sta se potuhnila za kup snega. Lovci so prihajali bliže in bliže. Nanuk je zarenčal in Lars je od strahu kar otrpnil. Utihni no, je zašepetal, izdavno jo boš. Ampak malček je že skočil po konci in zapevskal. Njegovi beli zobje so se zabliskali v sojo močnih luči. Saj je samo majhen pes, nobenega medveda ni, se je zasmejal eden iz lovske druščine in možakarji so se odpeljali naprej. Oprosti, ne morem pomagati, je potožil Nanuk. Bevskani mi kar uide, veš? Verjemi ali ne, tokrat si naju s tem rešil, je priznal beli medvedek. Stisni se k meni, po vsem tem razburjenju se morava najprej spočiti. Jutri pa, Nanuk, jutri bova že pri tvoji mamici. Lahko noč. Naslednji dan sta prišla do morja in iskala mesto. Ampak na obali sta ležala le 2 tjulnja. Nanuk se je takoj zapodil proti njima in glasno zalajal. Pri miru jo pusti, je zavpil beli medvedek.
Toda Nanuk jo je že pregnal v mrzlo vodo in vriskal. Lars, pridi sem, hitro, našel sem čoln. Kjer so čolni, so tudi ljudje, je rekel beli medvedek. Nevarno je. Ozrl se je naokrog, temeljito prevohal ves čoln in si oddahnil. V tem čolničku ljudje že dolgo niso sedeli. Imenitno odkritje, Nanuk. Tako boš kmalu pri mamici. Joj, saj veslanje ni tako enostavno, kot je videti. Niti tedaj ne, če si močan, kot sem jaz, je sopihal Lars. Pokazal ti bom pravo pot, je rekel Nanuk. Kar čez zaliv in nato ob obali, tam je pristanišče. Obljubim ti, danes bova na mestu rib večerjala meso, je še razburjeno dodal. Kaj pa še, je zaropotal beli medvedek. Ne boš je pobrisal k ljudem po meso, da veš. Ostal boš z menoj in jedel boš ribe. Ko sta v polmraku s čolnom drsela skozi pristanišče, jo je bilo vseeno malce strah. Prosim, Nanuk, vsaj enkrat ostani miren in bodi tiho, je šepetal beli medvedek. In Nanuk res ni spustil niti glaska. Komaj pa sta stopila na obalo, je odločno povedal. Iskat grem nekaj dobrega za podzob. In je izginil. Lars je negotovo obstal. Naj steče za njim? Naenkrat je zaslišal glasne klice in mimo je pridirjal Nanuk s čudno dišečo verigo v gobčku. Larsu so se pocedile sline in odsvoril jo je za njim. Ko sta bila končno na varnem, je Nanuk položil plen pred Larsa. Tole pa krasno diši, je dahnil beli medvedek. Počakaj, da boš še poskusil, je ponosno izjavil Nanuk. Klobase so čisto nekaj drugega kot kakšna riba. Ampak z vsako novo klobaso, ki jo je pohrustal, je koža postajal vedno bolj žalosten. Bom sploh še kdaj našel mamico? In preden je Lars lahko odgovoril, je Nanuk spet na ves glas obupano zatulil. Beli medvedek res ni več vedel, kako naj ga utiša. Tedaj je zaslišal divji pasji lajež in se neznansko prestrašil. Še preden si je lahko poiskal skrivališče, ga je obdal trop vlečnih psov. Pa mu niso storili nič hudega. Med njimi je bila namreč tudi Nanukova mamica. Slišala je njegov jok in ga takoj prepoznala. Nanuk je vsem povedal, kako ga je Lars rešil iz ledene razpoke in pripeljal v pristanišče. Hvala, dragi medvedek, je prijazno pokimala Nanukova mamica. Zdaj te bomo pa mi odpeljali domov. Popotnika sta v hipu občepela na saneh. Wow, to mi je pa bolj všeč kot tisto trapasto veslanje, je zaploskal beli medvedek. Očka beli medved in mamica bela medvedka sta kar ostrmela. Njun sin je skočil s pravih sani. Še bolj pa sta se čudila nenavadni verigi, ki jo je Nanuk položil na tla rekoč: Adijo, ribe! Danes bo malce drugačno kosilo. Dober tek! Stopil je še do Larsa in dodal: Vzemi mojo rdečo ovratnico, tako boš včasih pomislil name. Prijatelja sta se poslovila in trop je z glasnim laježem oddirjal čez planjavo. Ko je že skoraj izginil v daljavi, je beli medvedek spustil ovratnico na tla, dvignil glavo in čudno zatulil. Zelo čudno in zelo, zelo žalostno.
Tako se je vsaj zdelo mamici beli medvedki in očku belemu medvedu. Od takrat si Lars večkrat natakne rdečo pasjo ovratnico in odkoraka na potep. Čudovita in nadvse prisrčna zgodba. Še beli medvedek Lars in kuža Nanook sta ugotovila, da sta prijateljstvo in pomoč v stiski tisto najlepše, kar nas lahko greje sredi mrzlega severnega pola. No, pa tudi dolga veriga dišečih klobas na koncu ne škodi. Val, verjamem, da si užival v poslušanju Larsovih nežnih dogodivščin ter hkrati spoznal, kako pomembno je, da stopimo skupaj in da si pomagamo, ko se znajdemo v težavah. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni medvedje obarvani pravljici z naslovom Beli medvedek, pomagaj mi leteti. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček slavljencu Valu ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Odlično!